V bistvu sem se upogumila, zato ker isto tako, kot ste Škraba rekel, da vedno, ko prije ta moment, da si pod stresom. In jaz sem bila recimo atletinja in vedno, ko sem šla na tekme, sem bila vedno isto živčna, pa sem bila atletinja že 15 let in zdaj, ko sem mogla vstati, sem isto živčna, pač ne vem, kdaj to predelaš, ampak očitno sem že malo predelala, da sem zdaj vstala, ampak hočem vprašati to, ne, kaj vi mislite, kje nam Slovencom spodrsne, da ratamo ne samo zavestni, glede govora pa tega, ne? A je tu, so krivi mogoče starši ali naša celotna družba? Kaj vi mislite? Zakaj ratamo toliko šaja, ne? Jaz bi rekel, da šola je to. Ti si večino odraščanja in ko se razvijaš v šoli, a ne? Se pravi osnovna, srednja šola in način, kako poteka pouk, je pač tak, da tja pride ena oseba, ki jo ti poslušaš. In to je ta moj eksperiment, ko pridem in vprašam, kaj vas zanima, in so najmlajši otroci najbolj proaktivni. Tako da jaz mislim, da je problem v šolskem sistemu. Ne? Če bi mi spodbujali, če bi na neko, ne vem, uro, biologije, zgodovine prišel nekdo in rekel, če bi mogoče 1/3 ali pa še manj, 1/4 pouka bila tako. Povejte, kaj vas zanima, ne? Da je malo več dvosmerne komunikacije, bi po moje bili tudi kasneje v življenju bolj odprti. In ko si v procesu tega formalnega izobraževanja več, ne vem, 15, 18, 20 let, no valjda ti to čist zamre. Tako da jaz mislim, da je vzrok šola. Ok, hvala za odgovor. Zdaj pa Slovenci, kjer se bo še v pogumu? Evo, je en aplavz! Bravo. A mi daš še minuto, Dominik, please? Jaz bi mogoče iz druga kota rekel. Jaz mislim, da imamo, pa ne če je to Slovenci, ampak jaz mislim, da kdorkoli to ima, doskrat to izhaja iz tega, da imamo previsoko mnenje o sebi. Največkrat če zdaj iz sebe izhajam, pa malo recimo, ko spremljam ljudi okoli sebe, največje probleme imamo takrat, ko mislimo vse predober in pol nismo ziher, če bomo mi dostavili na tem nivoju, na kjer mislimo, da smo. Zato, ker če bi recimo mi zdaj prišli na stage, kjer je tako 5 osnovnošolcev je v spodi, vas bo poslušal, nimajo nobenega mnenja o vas, nobenega pričakovanja, vi lahko se usedete, lahko kaj pametnega povete, lahko tudi ne, to bi ne bilo nobenih pričakovanj, ki jih imamo mi do sebe, a ne, bi to bilo mnogo lažje, kot če bi zdaj recimo pa en tle nas napovedal, pa rekel, dame in gospodje, zdaj pa 3 najpametnejši tipi v Sloveniji, sicer vem, da doben ne bi tega verjel, ampak vse, veš, bil ta nek hype, kjer bi si pa mi misli, zdaj smo dejansko nekaj pametnega povedati in to se nam dogaja. Strah, fulkrat pride iz tega, mislim, to so ure pogovora s Tonjem, da sem skozi to prizmo znal videti tudi svoje probleme. Takoj, ko ti nimaš previsokega mnenja o sebi, je pač easy. Zato, ker je tako, jaz mislim, da sem 6 od 10 in jaz sem ziher, da 6 od 10 bom nekako tukaj govoril. Ko pa se jaz predstavljam, da jaz sem tle najboljši speaker, jaz vse vem, pol pa je panika. Tako da jaz mislim, da najboljši, kaj meni ful pomaga, je to, da naredim check-in o sebi, pa da sem malo bolj realen, koliko sem hud, pa koliko nisem. Kar je čist kontra, kar se zdaj mainstream govori, kaj je tako hype, ti si kraljica, ti si kralj, ti si najboljši. Tako, to je full tough, ko misliš, da si najboljši in pol veš, da zdaj boš pa mogel pokazati 200 ljudem, da si najboljši. Če si pa ti tako, ti si, včasih je, poveš pa, včasih ne, včasih dobro performaš, včasih ne, je lažje in life je v bistvu bliže temu flowu, recimo, kot tudi dosti popularen koncept zdaj. Tako da jaz pa se probam definitivno znižati ta hype in nekako narediti check-in, znižati občutek lastne vrednosti, je to ni včasih dobro rekel.
Se absolutno strinjam, ampak to lahko še razcepaš naprej. Ne? Ker eno je mnenje, ki ga imaš ti vseb, eno je pa, koliko ti veš, da boš uspel zadovoljiti to svoje mnenje. Ne? Zdaj, če imaš ti nizko mnenje vseb, ali pa visoko, kot si rekel, nimaš pa, ne, visoko mnenje imaš vseb, nimaš pa samozavesti, da boš deliveral. To te pol boli, a ne? Pa ne narediš nečesa, recimo ne postaviš dobrega vprašanja. Ti veš, da si pameten, ampak nisi pa čist šura, boš dobro povedal, a ste bojo smejali, nimaš pa samozavesti. Ne? In to sta dve različni stvari. Zato, ker za Američane bi jaz rekel, da imajo oni oboje. A ne te, na hype, oni imajo visoko mnenje o sebi. Ampak pol kar gre. Kar gre, pa se spoznava, pa se, a veš, je ful bolj odprt, pa sprašuje, a ne. Tako da lahko beka to svoje mnenje o sebi, ne. Tako da jaz mislim, da moraš. Dober je, da se zavedaš, če ta gap obstaja. Ne? In pol, če obstaja, mogoče znižaš svoje mnenje, ne? Ker nisi še tam, da boš deliveral. Ne pa do konca življenja, da je mnenje konstantno vseb dol. Ne? Ampak ne dol, ampak dol, zato ker je ponavadi nerealno previsoko. Eni imajo obraten problem, ne? So ful dobri v nečem, jaz to ful vidim, ampak imajo ful slabo mnenje vseb. Ti povem, zakaj se občuti, kot da je to res, ampak ni. Povej. Daj mi primer nekoga, ki je feeling, kot da ima on ful nizko mnenje o sebi. Ne bom ti dal prav osebe, ampak bom rekel... Nek story. Ja, tole imam za narediti, 100-krat sem že naredil, pa jaz sem videl, da je bilo vedno ful dober, zdaj pa, ko bo 101. Nima samozavesti, da bo dober in nas še vedno skrbi. Kaj jaz kot tretja oseba, ko gledam, bi rekel, ni razloga za skrb. To si naredila že tokrat, pa znaš, pa ful dober si naredila. Ne? Ampak še vedno je skrb, tako da ima mnenje vse pač nizko. Ne? Ali pa... Pa ga moraš dvigati, a ne z pohvalo. Ne? Ali pa ima previsoko in iz tega izhaja strah, da je to ne bo uspel doseči. Kolikrat si videl, recimo, če je dobro primer. Koliko si videl brezdomca v Ljubljani, ki ima tak problem? In kaj boš rekel? On ima ful visoko samozavest. Mislim, da je kontra. On ima ponavadi toliko nizek občutek lastne vrednosti, da karkoli naredi, bo mal na tem. In je tako. Flow, good je. Jaz bom lahko naredil boljš, po se prodajam, po se nosim. In potem je flow. Če jaz, malce mislim, ti si tekla, ne? Če reče, recimo, če bi dobila, ne vem, ti si tam nekaj tekla in bi rekla, vsi bojo tekli minuto, ti imaš mnenje o sebi, ti lahko tečeš pa recimo 30 sekund. To meni si lahko ful bolj hitra, kot vsi ostali. Pa velikrat se ti je to že zgodilo. Se pravi, veš, da imaš, da imaš tak čas. Ja. Zdaj, panika je takrat, ko si se ti prodajo, jaz bom laufal pol minute, nisi pa čizihar. Če pa kontra scenarij, rečeš, pod 2 minuti bo šlo. Zdaj pa ti veš, moje kompetence so bile tudi 30 sekund, na slab dan minuta, ampak zgodba, ki pa jaz prodajam mojim fanom, organizatorjem pa tako naprej, pa ni bila 30 sekund, ker je tako, mogoče, ampak je bila, po 2 minute bo. Na to tekmo jaz pridem stari laufat v easy, jaz pridem laufat, kaj še elemanca. Problem teh competitionov je to, ker ti hajpaš sebe, trenerja, občinstvo, da si ti ekstremno dober, ker včasih si, včasih pa nisi. In nisi ziha, če boš ta level dosegel. In imaš zato previsok občutek lastne vrednosti. In če ga ti znižaš, lažje, bi jaz temu rekel, potem dosežeš neke nerealne rezultate. Kar je glih kontra, kar nas učijo, pa tako, ampak... ampak glih to je fora, če ti hočeš dobre rezultate dosež, ti razmišljanje ponovadi ne pomaga. Ne? Ti moraš liti v en fokusen zone. In ti razmišljaš kdaj? Takrat, ko si se ti na hajpu, pa sebe prodal kot najboljšega tekača na svetu, a takrat, ko ti sebe nisi prodal. Takrat boš ti manj razmišljal in ta energy, ki bi šel v razmišljanje, je šel pol v practice.
No, samo imaš veliko primerov športnikov, ki hajpajo, ali pa je to tudi del športa, recimo UFC. Ne? Ampak jaz mislim, da pol, ko se stvar začne, je komplet 100% fokus na naslednji udarc, na naslednji blok, na naslednji ne vem kaj. Ne? In to vse odpade in je vse. Ljudje so sposobni preklapljati. In jaz mislim, da je tukaj čisto vseeno, si ti prej hajpaš ali se ne, koliko si ti sposoben, ko res zagusti. Mislim, če si ti hajpu, da boš dal, da vsako žogo, ki jo vržeš, bo koš, in pol si prvo svalil, pa drugo svalil, boš težko zdaj fokusiran na naslednji met in bo spet šel v ta overthinking, ki je pa šel iz tega. Preveč si se na hajpu, imel si previsoko mnenje oseb, ki si ga prodajal tudi ostalim. Sam tudi takrat ne razmišljaš, lahko falim ta koš. Ti si pač sam fokusiran na to, da vržeš na koš, tako kot znaš. To je optimalno. Tako da ni niti tvojega, no, ampak podaš ti fokus, ne iz tega, jaz sem najboljši basketaš, ampak daš fokus, ne vem, jaz sem človek, ki meče na koš. Sej druge ni, ko se dogaja metanje na koš. No, ampak s tem narediš točno to, kar smo se pogovarjali. Ta občutek lastne vrednosti daš na nek level, ki je sustainable, ki ne terja od tebe tak energy, tak napot, da je preveč in ta preveč v bistvu ima svojo ceno. Ja. Jaz bi mogoče kle sam še en aspekt dal, ker oboje se strinjam, kar se pravi šolstvo, pa to, kar je zdaj Jani govoril. Mogoče pa še tukaj kultura, ker sigurno bi kakšen antropolog ali pa antropologinja boljš to povedala, kot kar jaz, ampak a veš, razlike teh ljudi, ki so prišli v Ameriko, potomci katerih osebnosti so oni. Ne? To, da ti pustiš vse za sabo, greš na eno ladjo in 3 mesece se z pač eno malo torbo pač premikaš po oceanu, že to je nevarno, priješ tja v en svet, ki je čist nepoznan in začneš novo življenje. Ne? In oni so potomci, Američani so potomci takih ljudi. In to sigurno vpliva čez kulturo, čez vzgojo in čez gene. Ne? Kar se tiče pa Slovencev, pač mali narod, ki je bil skozi pod nekom, se pravi, nekdo je bil šef, in to pomeni, da ti poslušaš navodila in nimaš odgovornosti in si manj proaktiven. Tako da jaz bi, če bi rangiral vse te stvari, bi rekel, da je ta prva. Ta kulturna v bistvu. Mi živimo v tej kulturi in odraščaš in tako se navadaš. Veš, malo je povezano s tem, veš, kaj mi je bilo zanj ful zanimivo. Sicer psihologija je tako, Zdaj pa vroče postaješ tukaj. Kle so te pršilci stari, če bi to vklopili. Ja, sem res. To je bilo top. A na dežnikih? Ja, vidiš te. Ne, sem to pa res ne fair. Mislim, če se pa to zgodi, to mu pa res mi izpadli. Ne, se to je za folk. Ne, to bo sam šprica. Dajmo vsem probati. Dajmo probati se za. Mogoče bo pa tja šprica. Ne, mal je povezan s tem, glih prejšnji teden sem se o tem pogovarjal. Psihologija je tako, nekateri ti imaš mogoče mnenje o tem. Znanstveniki ne vzamejo psihologije kot vede, kot neko znanost, zelo velike neznanstvenih stvari, ki so še ki so osnova ali pa so del psihologije. Ampak tako da ni bilo enega researcha, po katerem sem spraševal, ampak je tako bilo, da je to tako znano v teh krogih in je bilo ful zanimivo, da recimo travma se prenaša generacijsko 7 generacij dol. On average. In to je tudi, če je to neka huda travma, verjetno še malo več, ampak zihar je par generacij, če vaš dedi imel nek personality, pa babica, pa vsi tisti v tisti vasi, kjer so vaši predniki živeli, nek vse to pozna. In pa travmah je to nekje 7, ampak ni nekaj hudega researcha. Pa imaš te travme naroda, celega. To je Eckhart Tolle ful dober v svoji knjigi New Earth govori. On temu reče pain body, ampak pain body na ravni naroda, se pravi, to so neke zamere zgodovinske. Kaj bi ti rekel, da imamo Slovenci? Ta pain body po Eckhart. Po mojem občutek manj vrednosti. Dobro. Napram ostalim narodom. Ja. Ampak to je tebi good. Ne, to je kontra. Hecam se. A si še hotla kaj, ker vem, da še imaš majk? Okay. V bistvu hotela sem samo to povedati, da se tudi, mislim, da menim, da je to tudi glede, kako imaš v družini,
Recimo, če primerjam jaz, ki sem ful gobčna, ali pa moj oče, ki je tudi ful gobčen, pa polka mora nekam prideti, ni več gobčen. Ful spremljam, ko pride dedek k nam na obisk, kako on ravna z mojim očetom, ko hoče oče nekaj povedati, ga takoj, pa dej Beno, nihi, pa dej bod tih, pa tako, ne, kako bo pol ta človek, ne, ki pride nekam, spregovoril, ne. Meni je pa v bistvu oče pa lučil, da je manjca govor, super si, ne, in skozi me je pač spodbujal. In evo jo, manjca govori. Bravo, Beno. Uspemo je, Beno car. Če ste tudi tukaj starši, no se mi zdi, da je tudi ful veliko v tej vzgoji. No. Mislim, starši pa jaz bi rekel tudi doskrat si partnerji to med sabo počnemo. Da imaš enega partnerja, na začetku ti je všeč, da je on, ne vem, njegov stil, ki je malo poseben, pa da je on mogoče glasen, pa všeč so ti neke stvari na njem na začetku, po enem letu si pa tako, da to srajco v smeti, ta srajca ni več prijena tvojim letom, ali pa, a veš, ta gym, se ti ne zdi, da malo pretiravaš s tem gymom, sej, meni si cool, tudi če ta teden ne bo šel v gym, ali pa cash, ali pa, da partnerji smo včasih toksični in začnemo drugo osebo tišati dol zato, da ker imamo strah, da če bomo preveč cool, pa preveč ne vem kaj, nam bo s tem lahko ušel. Ali pa vzajemno se to dogaja. To sem večkrat videl. Ja. Drug mu to dela. Ja, valjda. Imel sem kolega, vsi ga poznamo, ki sta ženo gledala maraton Game of Thrones, pa jedla grez z Nutelo, pa se je zredila oba za tako 40 kg, tako ni joke. Ja, ampak in drugmu sta dajala ta komfort, ker ti v bistvu, če bi sam to delal, predstavljaj si ti sebe samega, gledaš maraton Game of Thrones in se bašaš z Nutelo, mislim z gresom in not je Nutela. Tako rečeš, pisa nekaj narobe, veš, pa ful se redim, ampak če imaš pa nekoga, ki pa nič ne reče, ali pa še on to dela, ti je mnogo lažje, in ful imaš takih odnosov, ki se v bistvu slabe navade skupaj prosperirajo v tem odnosu. In ful težko ven. Mislim, ful je ved, jaz bi celo dal claim, da za ženske ne vem, ampak jaz bi dal claim, da moški po nekom času v zvezi, ker nam je bolj važno to, da to osebo obdržimo, kot karkoli drugega, bi rajš imeli manj hot partnerko, pa da smo bolj safe, kot kontra, da je ona to hod, da vsi pecajo, ker zdaj, veš, ta teden mi bo še mogoče uspel, sem kaj če v naslednji teden kdo... Si imel take probleme? Za frenda govorim.